Kakšen je vaš pogled na reševanje problemov v zdravstvu, za katere se zdi, da jih je v bistvu vedno več in da so vse bolj kompleksni? Kljub temu, da na tem področju delam že 21 let in bi glede na vse stvari, ki sem jih doživel v teh 21 letih, lahko bil pesimističen, sem v bistvu optimističen in čakam, da bo vodstvene strukture v zdravstvu pa politiki sprožile eno tako pozitivno akcijo, v kateri bi lahko dejansko vse resurse uporabili, ne samo dopoldne, pa tudi popoldne, po noči, kot eno množično akcijo krajšanja čakalnih dob, za katere sem prepričan, da ne samo da škodujejo ljudem, ampak ljudje v teh čakalnih seznamih tudi umirajo. Mogoče bojo ljudje sprevideli, da smo dejansko ljudje, ki delamo v zdravstvu, posvečeni temu cilju reševanja življenj, pa izboljševanja dobrobiti vseh nas, ne pa v bistvu samo osebni koristi, pa zbiranje nazivov in podobnih stvari, ki se nam zdaj pripisuje. Gre za velik problem, v teh čakalnih vrstah so tudi naši sorodniki, naši znanci, prijatelji in jaz osebno, pa tudi vseh, s katerimi delam, bi bili v bistvu zelo navdušeni nad eno tako široko akcijo, s katero bi lahko po moji oceni v enem letu izničili čakalne vrste in se postavili na neko točko nič, odkudar bi bolj razvijali zdravstvo naprej. Dokončno bi pa razbili mit o nekih zdravniških lobijih, sestrskih lobijih in tako naprej. Vse ni pri meni ni nobenih lobijev, samo bolani ljudje pa mi ne. Kako pa na zdajšnje stanje recimo vpliva to, da še vedno nimamo enotnega informacijskega sistema, pogled z vidika zdravnika, klinika? Slabo, ne. V bistvu to zelo zaplete delo, v bistvu se prihaja do nevarnosti menjave podatkov, do zamud pri obravnavah, do tehničnih težav. To je en vložek, ki ga bomo pač, ker je eno stoletje se vmes obrnilo, bo treba ta vložek nekoč dati v to, da bo ta vlak, bi rekel, bolj tekoče potoval po tirnicah, ne pa da se na vsaki postaji ustavlja in potem vsak priklopi še nek svoj sistem. Zgodi se, da na viziti delamo z 4 računalniškimi sistemi naenkrat, ne, kar je čisti absurd v 21. stoletju. Tu je velika rezerva za v bistvu posodobitev pa pospešitev obravnave, pa tudi pacientov bolj prijazna obravnava je to pol. Kako pa tudi v tem kontekstu komentirate medijsko zgodbo, katere del ste postali nedavno? Označili ste jo kot fake news, lažne novice. V bistvu, kakšne so posledice takšne zgodbe za vas kot za zdravnika? V bistvu gre za nek, bi rekel, splošni pojav, ki je v zadnjem času prisoten v medijskem prostoru, kjer se pač prikazuje neke akterje v zdravstvu kot, bi rekel, z negativnim predznakom, ko greš pa natančno analizirati, pa ne gledam zdaj zato, ker sem jaz bil v tej zgodbi, ker naslednji v zgodbi bo pa Tonček, v naslednji pa Mihec. Ugotoviš, da ni vsebine, ne? Ker če bi bila vsebina, potem bi na naša vrata potrkali organi pregona, takih pa ni. To označujem ne samo kot fake news, kar je čisti, bi rekel, nek novinarski izraz, ampak kot nekaj, kar je izjemno škodljivo in za občo klimo v zdravstvu in za zaupanje ljudi v zdravnike oziroma sestre in vse zdravstveno osebje. To je pa ključno, ker če tega zaupanja ni, potem so rezultati zdravljenja slabši in tisti, ki na tak način piše članke, mora prevzeti odgovornost za to, kar se bo zgodilo. Ker to niso heci. Če jaz porušim zaupanje do pacienta in iz tega nastane slab izid zdravljenja, sem jaz odgovoren. Kaj pa novinar, ki je poročal neutemeljeno, brez dokazov, brez kakršnekoli konzultacije z nami, brez papirjev, brez potrditve njegovih navedkov in tako naprej. On pa ne bo odgovarjal za nič, ne. To je neodgovorno novinarstvo za mene. Se boste na te objave odzvali? Ne, jaz bom naprej zdravil ljudi, mislim, mene škoda časa, jaz ne vem, koliko časa še jaz imam. Ta čas, ki ga imam, bom posvetil svojemu delu, pacientom, pa svojim 4 otrokom, pa ženi, medtem ko na to negativo se pa več ne bom odzival. Če bo kdo z pozitivno kampanjo prišel do mene, bom vse zastonj naredil, vse, niti evro, tudi ta predavanja, veste, koliko jaz predavam zastonj društvom, bolnikov, društvom, raznim, tako da v negativo se pa ne mislim več spuščati, niti slučajno, niti minute svojega časa.